Včeraj so me na Twitterju začeli opozarjati, da obstaja nek video, pa neka Damjana Bakarič ga je posnela. To je neka novinarka, jaz sem že slišal za njo, celo videl sem jo na knjižnem sejmu pred kratkim, esejistka, psijateljica, komunikologinja. Celo tam nekje 2014 je bila kandidatka za fatalko leta, če se spomnim. Spomnim se pa zato, ker sem jaz takrat za Ilko Štuhec kandidiral, pa so ženske ostale kandidatke na mene pritiskali, če bi za njih kandidiral oziroma odprl nominacijo. No. Od takrat se jaz spomnim, nekaj videov sem šel pogledat pred kratkim ali pa pred časom. Tisto, kar je pa zdaj posnela, je pa en zdrs, ne? Ampak ni osamljena. Se mi zdi, da gravitira v ta nek levi anarhizem. Skratka, bolj na levo, nikakor ni konzervativna, kar pomeni, da nekih tradicionalnih norm nima posnetih na svoj hard disk. In o tem bi želel spregovoriti interpretacijsko, zato ker ne gre toliko za njo osebno, ampak gre za en splošen primer, kjer se mnogi z te levo-anarhistične politične scene zoperstavljajo vladnim ukrepom. Eni se zoperstavljajo Janši, a priorno, na pobudo pač nekih svojih političnih voditeljev, levice, tiste z veliko pisano. Nekateri so pa po duši neukrotljivi, nimajo nadjaza, radi bi bili razpuščeni, se pravi anarhični. In tale Damjana Bakarič to tudi vleče v to malo bolj ohlapno držo življenjsko v teh časih, ko bi se morala recimo po teh vladnih ukrepih ali pa strokovno diktiranih ukrepih držati doma v neki samoizolaciji, v tako rekoč karanteni. Ne? Karantena ji ne paše. Komu pa, ne? No, torej mi zapečkari nič ne trpimo, ko smo skozi doma. Jaz sem zelo rad doma, ker vedno kot otrok sem bil doma in mama je k meni prišla. Ne? Tisti, ki so pa mamo morali iskati tam nekje po službah, pa pri varuškah, ki so se tam nekje varovali enih vrtcih, pa nekih franšizah družinskih, tem je pa problem zdaj doma biti. Ne? Ampak to je intermezzo. Če se vrnem k tej Damjani Bakarič, ne? Jaz pri njej zaznavam ne toliko upor proti očetu, recimo proti Janši, ampak je tisto, kar je zdaj pa pomembno, evidenten upor proti družinski politiki, ki jo ta deklina imela v času odraščanja, tem v eni postoidipalni fazi, bom jaz rekel. Ne? Namreč vsi imamo neko družino in družinska politika je ključna, zato da ne moremo mi recimo politično opredelitev preskakovati z ene na leve na desno, iz desne na levo. Družinsko politiko smo vsi bili deležni, smo bili vpeti v družinsko politiko. Tudi ti anarhisti naj bi spoštovali neko družinsko politiko, ampak v objemu načela ugodja se kot otroci tega niso hoteli držati. In zdaj se dogaja, da se upirajo proti vladnim ukrepom. To je državna politika, ki proba zajeziti koronavirus, ne? In je restriktivna. In pri takih, kot je dotična Damjana, se vzpostavi simbolna povezava z otroštvom, kjer so se ti otroci, recimo ta deklica, zoperstavljala v objemu načela ugodja ali pa te polimorfne perverznosti, diktata užitka, zoperstavljala družinski restriktivni politiki, ki jo je omejevala. Lahko da je že šlo to za tisto, bi rekel, prehod v puberteto, ko je doma mama in oče sta se bala, kaj bo to našo punco, kako jo bojo te mladi fukfehtari napadali, so jo držali doma. Ne? Ona pa vsa razposajena v objemu neke prebujajoče pohote je hotla malo uživati, hotla ven. In njeno nezavedno, ali pa nezavedno vseh teh, bi rekel, kožitko hlepečih, se aktivira, se simbolno uživi, spregovori in namesto, da bi se držali vladnih ukrepov, silijo ven, hočejo biti razpuščeni, hočejo ne ubogati. Ne? Ampak to je simptom.
To je znanilec, da se je v nezavednem nekaj aktiviralo, torej nekaj iz otroštva. In jaz tukaj prepoznavam, se pravi, upor, ko so ga kot otroci vzpostavili v svoji psihični realnosti do družinske politike, očetove materine, ni zdaj pomembno, ali je to upor proti očetu ali pa upor proti materi. Ponavadi družinsko politiko tudi mame diktirajo. Ne? Gre za upor proti družinski drži do nekega otroka, ali celo nekega prebujajočega pubertetnika. In ta je tisti, ki smeti po glavah tistih, ki se ne bi držali teh ukrepov. Stroka pa pravi, dobro se je teh ukrepov držati, ker ta koronavirus ni navadna gripa, kar je dotična Damjana tako suvereno kot neka egomanjak izpostavlja v tem videu. Zdaj bom rekel še, to je moja teorija, ne, unikatna, to nisem nikjer prebral, čeprav, ko sem snoval to teorijo, sem pa rekel, pa sej Bruno Betlehem, ne, to je pa nek psihoanalitik, republikanci so ga vzljubili. Ta Bruno Betlehem rabe čudežnega, kjer je analiziral pravljice, je analiziral skozi psihoanalizo, zelo odmeven psihoanalitik, poznan, priznan. On je rekel v času protivojnih demonstracij v ZDA, da so akteri, glavni pobudniki teh protivojnih demonstracij, neki demokratski mladci ali pa anarhisti, ki ne marajo svoje države, ne, ki imajo neko nezavedno jezo do lastne mame in se uprejo državni politiki, ki jo je zavzela do vietnamske vojne, ne, ki je, rekel, zagovarjala to vojno, nekateri so se pa tej vojni upirali. Ne? In Betlehem je postavil tezo, da imajo probleme z ljubeznijo do matere, ne? Da sovražijo mamo in zato sovražijo svojo državo. Ejte, to je bil nek moj point. Zdaj bom rekel, če sem že v etru, ne, če že tole govorim, bom rekel še nekaj. Ne. Teorija zarote je en fenomen, ki se ga da povezovati s to korona krizo, češ, da je bilo to potaknjeno pa tako naprej. Jaz sem teorijo zarote razložil v povezavi s 5G tehnologijo. Nedavno sem to razložil, pa še prej, par let nazaj, navezal sem se na Freuda, ampak nekaj, kar je pa pomembno, pa zelo v tem trenutku, kar mnoge bega, znotraj stroke, uradne, se pojavljajo strokovnjaki, se pravi kolegi, tisti kolegov, ki svarijo, kako je korona kriza ali pa ta COVID-19 virus nevaren. Znotraj stroke se pa pojavljajo neki strokovnjaki, ne bleferi, ki podlegajo Dunning-Krugerjevemu efektu. Se pravi, tako malo vedo, nič ne vedo in se delajo pametne, ne? Tako kot dotična Damjana. Ampak zdaj v tem primeru gre pa za strokovnjake, ki so rekli, tole se popolnoma napačno lotevamo virusa COVID-19. Ne? Zakaj se ti strokovnjaki zoperstavljajo lastni stroki? Če bi kdo to vedel, naj prebere ali pa preposluša tiste stvari, ki sem jih jaz povedal v povezavi s teorijo zarote. Namreč, ljudje imamo tendenco, infantilne dispozicije za to, da se upremo uradni avtoriteti oziroma uradni stroki, se pravi tistim uradno uveljavljenem mnenju. In tudi strokovnjaki znotraj stroke se a priorno zoperstavljajo, ne zaradi znanja, ki ga imajo, ampak imajo tendenco, da se zoperstavi uradni interpretaciji. Ne samo laiki, ki pojma nimajo, ampak tudi uradni strokovnjaki, ki so na margini in ki imajo še neke narcistične težnje mogoče, da se uveljavijo, da se izpostavijo. Ampak to, če bi kdo to rad razumel, naj gre preverjati, kaj sem jaz povedal v povezavi s Freudom, z interpretacijo teorije zarote. Toliko za enkrat.